Barbara, dober dan. A se lepo slišimo? Aha, dober dan. Zdaj se že tudi vidimo? Ja, vse. Ja, sej, to je zdaj spet nekaj novega, tudi zame. Ja, meni je zelo žal, da nismo v živo, ampak nisem bila v najboljši koži zadnje dni. Nič hudega, Barbara, važno je, da se vidimo in da se slišimo, in jaz mislim, da zato pogovor ne bo nič kaj dosti drugačen. Že pred začetkom ogleda filma sem povedala, da vas pričakujemo, gostjo, in da sem zelo vesela, da ste z nami, Barbara, predvsem zaradi tega, ker ste po eni strani izjemna fotografinja, ena prvih ženskih fotoreporterk. Povedala sem tudi, da ste sodelovala z različnimi časopisi in revijami, da ste bila dolgo časa sodelavka Mladine, da ste bila potem urednica fotografije na Jani, da ste objavljala svoje fotografije od Dela do tudi nekaterih jugoslovanskih časopisov in revij, in potem, da ste še vedno aktivna fotografinja, kljub temu, da ste leta 2003 ustanovila prvo zasebno fotografsko galerijo Fotografija, in da tukaj ste odprla vrata slovenskim ne samo tujim fotografom in razstavam, ampak tudi slovenskim fotografom, v smislu, se pravi, da se sploh izrazi pomen fotografije, umetniške fotografije, in hkrati ste pa še vedno tudi aktivna fotografinja, delate za različna gledališča, delala ste od Drame, Mestno gledališče ljubljansko, zdaj zadnja leta za Anton Podbevšek teater v Novem mestu. Skratka, o tem se bova še malo dotaknila. Zdaj pa greva nazaj najprej na film in mogoče kar na začetku vi poveste nekaj svojih doživljanj ob gledanju tega filma. Ja, v bistvu Kako ste ga doživela? Ja, zelo lepo mi je bilo, da sem imela to priložnost, da vidim film in da bomo danes o njem govorili. Namreč Helmut Newton je, bom rekla, povezan, nisva se na žalost nikoli srečala, z veseljem bi se srečala z njim, ampak tako je bilo, je bil pa povezan z začetkom galerije, naključje, karkoli, skratka, Helmut Newton je umrl 23. januarja 2004, mi smo galerijo odprli, oziroma ta otvoritvena razstava je bila 24. januarja 2004 in on je kasneje, mislim, da slabo leto kasneje, ko smo imeli razstavo, je bil on v bistvu prvi tuji fotograf, katerega razstavo smo odprli v naših prvih prostorih na Petkovškem nabrežju 47. Tako da imam še posebej neke take čustvene spomine na to. In njegovo delo mi je bilo vedno en tak, kako naj rečem, strinjam se ali pa zelo mi je blizu ta njegov način gledanja na delo, na razmišljanje o stvareh, ki jih je želel pokazati. Se pravi, nek tak, tako kot je on tudi enkrat rekel, kaj je njegova pot ali pa njegov namen je, se pravi, zabavati, zapeljevati in v bistvu isto, amuse je rekel, ali pa entertain and seduce. Se pravi, loteval se je zelo pomembnih tem z enim zelo, kar je pomembno, da je humor v to svoje delo, se pravi, s kančkom humorja, in tako se je loteval v bistvu, recimo, zanimivo je ta njegov odnos, ali pa kako je prikazoval ženske. To je nekaj, kar dejansko je lahko zelo, v današnjih časih politične korektnosti je to nekaj zelo diskutabilnega lahko, kar mi ni blizu. V 80-ih je pa on v bistvu bil, čas je bil temu naklonjen, on ga je v polno
izkoristil in v bistvu s tem tudi pokazano vse anomalije odnosa do ženske v sodobni družbi in obenem jo je opolnomočil. Dal je ženskam moč, da manipulirajo lahko s svojim telesom, manipulirajo z odnosom gledalca do svojega telesa, do ženskega telesa in pač Saj to je mogoče zanimivo, ko režiser se je pač odločil, da bo on pravzaprav ta dokumentarni film posnel predvsem s pogovori njegovih modelov ženskami, da ga pravzaprav prav to zanima, ne, kako so ženske doživljale to sodelovanje z njim. In ravno iz njihovih mnenj vidimo, ne, da pravzaprav recimo, tako kot je prepovedovala Izabela Rossellini, da je to pač bil odraz tistega časa in da mi živimo v taki družbi in da to na nek način dejansko lahko je neko ogledalo. Čeprav, tam vidimo iz tistega intervjuja v tistem delčku Susan Sontag, ona je zelo odločno izjavila, da je pač mizogin, da na nek način ne mara žensk, ampak to, kar ste zdaj vi rekli, jaz mislim, da se iz teh pogovorov vidi, da je to po eni strani odraz tistega časa, da je na nek način celo s tem, ko je izbiral take močne ženske oziroma jih postavljal v položaj neke dominance, na nek način delal na tem, da je dal ženski svoje mesto, še zdaleč ne podrejeno. No, tako da tukaj se seveda da v tem predvsem se mi zdi pa to, kar je tudi rekla, mislim, da je Izabel v filmu, odpira vprašanja. Njegove fotografije spodbujajo, po eni strani pripovedujejo neke zgodbe, čeprav gre za modne fotografije hkrati, da ravno zaradi te svoje moči, se je zanimivo, on ni maral, da bi se govorilo o umetniški fotografiji. Ampak če pogledamo tako, gre seveda za zelo izjemno umetnost, in kar umetnost skriva v sebi, gre za to, da odpira, pripoveduje zgodbe in odpira vprašanje, kdo smo, kako živimo in kaj pravzaprav sploh, kako preživeti v tem svetu in kakšni so naši odnosi. Tako da tukaj zagotovo lahko predvsem v tem filmu vidimo, kako izjemen fotograf je bil, hkrati pa je to, kar ste vi tudi zdaj omenili, ta njegova vesela plat, humor, tudi to, kar so govorili marsikdo od njih, ta njegova razigranost, tudi ko so govorili o odnosu žene in njega, da kako je bil vedno odprt, tudi vidimo iz teh pogovorov, da pravzaprav gre zelo za en tak spoštljiv, hkrati pa igriv odnos do svojih modelov. Da je v bistvu umetnost, se pravi umetniško delo ali pa je tudi odraz umetnika, čeprav v enem delu več intervjujem govori o tem, da glejmo umetniško delo in ne človeka, ki ga je ustvaril. Tukaj gre bolj za te, kadar pride do kakšnih stvari, ki se z osebnostjo umetnika ne strinjaš ali pa ne strinjajo. Ampak tukaj je, vsem pa to ni za zanemariti. Mislim, da je zelo pomembno, kakšen je kot osebnost umetnik, umetnica, ker da en pečat temu, kar dela, seveda. In tukaj je zelo pomembno, kakšen je Helmut Newton kot človek bil. Še posebej v tem delu, se pravi, modne fotografije, kjer je najverjetneje prej tudi, kasneje pa sploh vemo za zgodbe, prišlo do marsikakšnega zlorabe položaja, se pravi ustvarjalcev, fotografov, ekipe napram modelom, predvsem pač v industriji, v modni industriji. Tako da tukaj je ta njegov, kar tudi vse intervjujenke poudarjajo in je zelo pomembno, ta njegov odnos do modela. Model se je počutil varnega, sprejetega, pomembnega in to je tisto, kar potem izžarevajo tudi na fotografijah in s čimer je dosegel, da so lahko skupaj ustvarili te zgodbe, ki si jih je on zamislil. Oboji so se zavedali pomembnosti vsakega posebej. Se pravi, tudi model ni bil
samo lutka v režiserjevi roki, v tem primeru pač v fotografovi, ampak je bil ravno tako kreator te zgodbe, te fotografije. Se pravi, on jim je dal to opolnomočenje in to se mi zdi tudi ključno za uspeh in česar se je zavedal, pač tak je bil. Jaz bi tako rekla, zdaj mi vsak po svoje si razlagamo te stvari, ampak jaz si iz tega, kar vem o njemu in kar sem videla, dobila tako mnenje in si tako razlagam te njegove fotografije. To, kar je pa Susan Sontag rekla, je pa tipično za njo. Jaz se ne strinjam z njo, tudi v marsičem drugem ne. Tako da mislim, da je treba vedno take stvari jemati z določeno mero distance in z razumevanjem tudi tistega, ki je to rekel. Se pravi, da rečem, ozadja tistega, ki je to rekel. Se to ste zdaj lepo povezala s tem, kar ste rekli, da pravzaprav vseeno je umetnik kot osebnost tudi pomemben, v tem smislu, da bolje lahko razumemo, kakšno je to ozadje. In zdaj seveda v filmu tukaj vidimo, pač tudi kakšna je bila njegova mladost, bil je Jud, v nacistični Nemčiji, pač tudi potem z vsemi temi selitvami. Hkrati je pa recimo fascinantno, tako, če ne gledaš njegovih fotografij samo, ampak njega kot človeka, da je nekako obdržal eno veselje in igrivost in gledati lepe reči, oziroma videti ves čas zanimivost ljudi. Seveda pa v njegovem primeru tudi žensk, in to se mene v filmu kar dotaknilo, ker ga seveda kot človeka nisem poznala. Ne ljubezen, ampak bom rekla veselje do življenja. In tudi tam v eni sekvenci, ko posname pač fotografijo, pa potem pride do kamere in reče $10,000, da bom lahko Džun kupil, ne vem, diamant. On, se pravi, rad je imel življenje, rad je imel ljudi, kar je zelo pomembno, in ni bil nek, kar tudi sicer pravijo v filmu, da se ni distanciral od kot mnoge znane osebe, od javnosti ali do drugih, ampak je v bistvu z njimi živel, kar se vidi tudi potem na teh malih posnetkih iz tega hotela v Los Angelesu, v katerem je preživljal zime, kako komunicira z ljudmi, ki so pač naključni delavci v hotelu ali karkoli. Skratka, tak je bil. Mogoče je zdaj trenutek, da vas povabim, če bi kdo kaj vprašal v zvezi s filmom, komentiral, potem pa gremo z Barbaro naprej. Se vam bojo pomagali z mikrofoni. Ja, seveda. Se slišimo? Slišimo. Barbara, vi slišite? Ja, slišim. Pozdravljeni. Jaz sem že drugič gledala ta film, slučajno je bil nedavno na neki na televiziji Slovenija. Ja, nedolgo nazaj. In zanimivo, kako sem ga zdaj v kinodvorani videla drugače kot, bolj natančno in kakorkoli že, kot se ga pač taki filmi, zlasti če gre za fotografije, vidijo na ekranu. Več stvari mi je šlo po glavi ob tem, ko sem vas poslušala, in sem zelo vesela, da ste mogoče mi obrnili pogled še malo drugam. Kajti mi, ki sedimo tukaj zdajle, smo večinoma bili mladi tam v 70-ih in smo nekako svojo mladost živeli tudi skozi fotografije Helmuta Newtona in takrat seveda tudi pri nas je bila ena scena, tam ne vem, K4, Janez Strauss in take reči, ki so ga delno posnemali, tudi s sodelovanjem modelov, kot ste vi zdaj to povedali. Ampak kakorkoli,
bil je človek, ki se ga lahko pogleda z vsemi možnimi pogledi, kot so te gospe modelke govorile o njem, ne? Ene z večjim, globjim razumevanjem, navdušenjem, druge pa precej racionalno kot gospa Rossellini. Ni pa v tem filmu, ki je, mislim, da je 2 leti star, nekega dela, in to sem želela, da vi komentirate, če lahko, ki, jaz se živo spomnim fotografij, torej celo razglednice sem kupovala leta 71 v Parizu, take večje, barvne, s posnetki mladoletnic, na pol oblečenih, 2-3 deklice, ki so pozirale Helmutu Newtonu, in to je bil en velik biznis takrat, ne. Danes s temi očmi, kot ste vi rekli, te korektnosti ne marate, ki jo je takrat mogoče zaslutila Susan Sontag, je to problematično, ne? To so bile vse deklice 15-16 let stare, posnel jih je tam nekje na jadrnicah v Monaku, ne vem kje, delno gole, malo ne, ampak so bile dražljive. Kako, tega v filmu ni, ampak kako vi, in on je bil takrat že v letih, kako vi gledate na ta del njegovega opusa? Moram priznati, da jaz tega ne poznam tako, res ne. Ne govorim pa, da bi to jaz, recimo, ko pravim o politični korektnosti, ne govorim, da je vse narobe, a ne, ampak govorim o eni in drugi skrajnosti in te so problematične, ko se mogoče stvari preveč dovolijo, potem se pa nič ne dovolijo, ne, oziroma se v njih sploh ne sme debatirati, a ne. Morda je Susan Sontag mislila v tem, ko je rekla to, na te fotografije, na to serijo, kar spet ni bilo popolnoma točno, ker je to samo en del bil njegovega zelo velikega opusa. Tako da jaz nisem preveč naklonjena, da rečem, k takšni vrsti fotografij, tudi v primeru oziroma v znamenju umetnosti, ne. Se mi zdi pa mogoče pomembno, ker pač to ni edini tak, ali pa ni to se pojavljalo samo zdaj, se je tudi v zgodovini umetnosti, kaj se s tem želi povedati. To se mi zdi bolj pomembno, a ne. Tako da, ko vidim kakšna taka umetniška dela ali pa kakšna taka, ne vem, fotografije, filme, karkoli, se mi zdi pomembno, zakaj je bilo to narejeno in kaj želi fotograf, režiser, kdorkoli, slikar s tem povedati, pisatelj tudi, ne. No, meni se zdi zanimivo, Barbara, to, kar je gospa omenila, 80. leta, dobro, tukaj v filmu imamo še to, je zanimivo, da se nekako tudi preselimo v ta 80. do 90. leta, se pravi z glasbo od Grace Jones in vse take stvari do Cure in tako. In to se mi zdi še kar v tistem času, kot je rekla gospa, je pravzaprav pri nas se začel z modno fotografijo, ne samo z modno, a ne, predvsem je šlo tudi za te prostore, alternativne prostore, recimo predvsem v Ljubljani, in se je začel z modno fotografijo ukvarjati ravno fotograf Janja Štravs, ki ga je omenila. In to je bilo recimo v našem prostoru takrat nekaj novega, da se k modni fotografiji pristopa na tak način. In tukaj je gotovo Helmut Newton vplival nanj, potem so bili tisti veliki te jumbo plakati, recimo za perilo Lisa in tako naprej. In je se zgodil zaradi tega nek premik tudi pri nas. Zdaj pa, kot ste rekli, vi ste pa prvi tuj fotograf, ki ste ga razstavljali v vaši fotogaleriji, so bile ravno fotografije Newtona. Kako je pa to takrat bilo leta 2004, recimo, kako je bila ta razstava sprejeta, je bil takrat on že res tako zelo priznan tudi pri nas, ne vem, kako so takrat doživeli obiskovalci, oziroma mogoče tudi to, kako da ste se vi odločili ravno za njegovo razstavo njegovih del. V bistvu je šlo za eno
posredništvo, ponudili so nam te fotografije, in sem se odločila, zato ker mi je bil pač njegovo delo všeč in blizu. Tako je prišlo potem do te razstave preko Brane Takoviča, on je bil tisti, ki je to razstavo pripeljal v Ljubljano. In odziv je bil dober, res smo bili takrat še razmeroma neznan prostor, tako da so mogoče malo dlje rabili, da so nas našli obiskovalci, ampak so nas našli in bilo je uspešno. Mogoče se pa tukaj dotaknemo, vi ste pač, mogoče poveste, kako ste se odločili sploh ustanoviti zasebno fotogalerijo in kakšen je bil vaš namen, ne, pravzaprav, kaj ste želeli, ne, in kaj se je pravzaprav, da se tako dotaknemo še sploh, kar se tiče odnos do fotografij. Zdaj, vi ste v glavnem delala kot sama fotografinja, ste bila fotoreporterka, ampak hkrati, kaj ste želeli pravzaprav tle premakniti, ne, v našem prostoru? In kaj pravzaprav tudi zdaj že bo kmalu 20 let, ne, kar ta galerija obstaja, kaj recimo podpirate tudi v odnosu do slovenskih fotografov in fotografinj? Ja, jaz sem v bistvu začela sem, kot ste že povedali, kot fotoreporterka najprej na Mladini, pa potem kasneje kot urednica fotografije na Jani. In meni je bila fotografija način življenja. Vse se mi je povezovalo z njo. In ko sem prišla do ene točke, vmes sem pa ves čas fotografirala tudi za gledališče. Prej ste omenila dramo, v drami sem v bistvu samo eno predstavo Peer Gynt slikala v 90-ih, ki je Unkovski režiral, ampak je bila lepa izkušnja. Drugače pa bolj mladinsko gledališče, pa seveda potem kasneje mestno, pa zdaj Anton Podbevšek teater že nekaj let v Novem mestu. Pri tem zelo uživam, ampak ko sem prišla kot urednica fotografije na Jani do neke točke, ko sem si zaželela spet nazaj na teren, nisem pa nekako bila taka urednica, da bi pač fotografirala zraven, ne, se pravi, urednik mora biti pač v pisarni, na uredništvu in urednikovati. Jaz pa sem si zaželela iti spet na teren, sem potem v nekem trenutku, ko ni bilo nekega posluha za neke ideje, rekla, da se bom pa spet nazaj freelancerka, pa bom dala odpoved. In sem dala odpoved z mislijo, da bom pač fotografirala, na kar me je to so bili potem poletni meseci, zadela, sploh niti ne vem kako, ampak to je bilo tako, kot da ni, zadela me ta ideja, ki je najverjetneje v meni bila, ko sem kot študentka potovala in po različnih krajih v Evropi in videla take prostore. Nekako sem si želela odprt prostor, ki bi bil namenjen samo fotografom in fotografiji. Ker se mi je to zdelo, da tega pri nas manjka, da je fotografija zelo obravnavana obrobno, da nima prostora, da ni tako kot druge veje likovne umetnosti. Tako sem začela, brez nekega znanja, voditi galerijo. Nisem umetnostna zgodovinarka, sem študirala španščino pa etnologijo, tako da s popolnoma nekim drugim pristopom, ampak z močno voljo in vizijo, kaj želim doseči. Tako da, če pogledam nazaj, 18 let je v bistvu po eni strani mi je hitro minilo, bilo je pa pač tako kot vedno na poti, bile so ovire, bile so napake, na katerih sem se učila, najverjetneje tako, jaz sem se do zdaj že sprijaznila s tem, da tako delujem intuitivno in potem pač najprej grem, pa potem razmišljam, kako stvar rešiti vse iz situacije. Tako da bom rekla tako, pred kakšnim letom sem nekaj intervjuvala za neko švicarsko raziskavo in me je nagovoril
novinar, no, vi kot mlada galerija, ne. Pa sem tako malo rekla, pa jaz nisem mlada galerija, ne, mi smo, ne vem, za 18 let, a ne. Pa je rekel, ja, ste, ja, ampak pri nas se razmišlja, da je vse, kar je pod 20 let, je mlado, ne. In to se meni tako, se mi zdi zelo pomemben za ta naš prostor, a ne, ko mislimo, da je neuspeh, če nekaj takoj ne uspe, oziroma da je treba vztrajati, da je treba, če verjameš v to, vsaka stvar potrebuje svoj čas. In taka pa še posebej, ki je zelo specializirana, vsak ima o njej svoje mnenje, se pravi, fotografija je na žalost pri nas, ima ta neko, da rečemo, ali pa je imela podrejeno oziroma obrobno vlogo, pa je nima več. Jaz zaznavam velike spremembe pri gledanju na fotografsko umetnost. Je pa res, da so tudi mlade generacije zelo tle dejavne, tudi mednarodno, kar je zelo pomembno, se ne ustavljajo samo v lokalno. Mogoče, Barbara, tukaj jaz sem pač prebrala, da vi sodelujete na teh mednarodnih fotografskih sejmih. Kako to pomeni, da tam recimo zastopate slovenske fotografe? Kaj to pomeni? Mi smo že leta 2009 začeli hoditi na te umetniške sejme. Začeli smo z Dunajem, ki nam je najbližji, Vienna Contemporary. Pomembno je tudi, da je publika taka, ki pač so različne publike, Francija, Italija, Avstrija, ne, to so različne publike in ki sprejema umetnost z tega našega konca, da rečem. In tako smo si tudi širili nabor zbirateljev, ker doma je bilo v bistvu najtežje uspeti doma, ne. Moraš uspeti nekje zunaj, pa pol te doma tudi opazijo čez nekaj časa. Samo zdržati je treba. Tako je, ja. V bistvu smo tle zelo pogumno vedno šli s tem, da smo predstavljali slovenske umetnike, ki so bili neznani, kar je finančno v bistvu zelo naporno, ker so imeli nizke cene. Ti greš na sejem, seveda moraš plačati razstavnino za svoj prostor in vse to. Zdaj, pomembno pri tem je tudi to, da imam recimo Ministrstvo za kulturo ima razpise, ki podpira udeležbo slovenskih galerij na teh sejmih. S tem, da imajo neka pravila, ki jih niso posodobili že tudi vsaj 20 let, kar je zelo narobe. In v teh pravilih podpirajo seveda slovenske umetnike, ampak ne pa slovenskih galerij. Galerija, ki gre, še posebej čez nekega tako, recimo, neznanega območja, mora vedno imeti neka recipročnost, mora biti. Se pravi, v svojem programu moramo imeti poleg slovenskih fotografov tudi tuje. S tem tuja javnost lažje nas sprejme, vidi, primerja, pogleda, ne. In pri tem pa pride do problema, ker pač Ministrstvo za kulturo ima na svojih navodilih, da dobiš, ne vem, 100% podporo, če imaš vse slovenske umetnike in potem procentualno malo manj, kolikor je pač tujih, ne. To je pač nek tak rigiden, mislim, okorno pravilo, ki ni v pomoč. Tukaj jih v bistvu ne zanima galerija, ne, da je slovenska galerija, ne. In tukaj to je zelo pomembno, a ne, ker jaz recimo tudi, zakaj sem odprla galerijo, da pomagam vzpostaviti trg, na katerem bojo lahko fotografi, umetniki čez nekaj časa recimo živeli od prodaje svojih del. Ja. To je pa odvisno, gre za nek krog, veriga, v kateri so zelo enako pomembni členi, umetnik, galerist, kurator in seveda zbiratelj. Zbiratelj je lahko
se pravi zasebnik, lahko je inštitucija, lahko gre za javno zbirko, lahko gre za zasebno zbirko. In ta krog mora delovati med sabo. Če sistem podpira recimo umetnika, da svojem ateljeju prodaja, je narobe. Če podpira samo galerijo, ki nič ne naredi za umetnika, spet ni prav, ne. V bistvu morajo vsi skupaj delovati in potem je to najmočnejše in se tudi rezultati so. Gre tudi za neko, ne vem, kako naj rečem, izobraževanje mogoče javnosti, glede tega imamo tudi različne vrste galerij, galerije, ki so samo prodajalne, in galerije, ki imajo, pa nič ni narobe s tem, ne, in galerije, ki imajo tudi program, kar pomeni, da zastopajo umetnike, da imajo nek nabor umetnikov, s katerimi sodelujejo bolj celostno. In tukaj je ta razlika morda. Pri nas se pa kar vse v en koš meče, pa enkrat se govori o izkoriščevalskih galerijah, po drugi strani umetniki tretirajo galerije kot svoje showroome, kjer pač nekaj pokažejo, potem pa prodajajo predvsem po svoje, ne. Tako da zaradi te zmešnjave je potem situacija na trgu taka, kot je. In kupec je v bistvu tule lahko potem po eni strani zmeden, ne, ker pač ne ve, kje bo dobil relevantno informacijo, kje ne bo prišlo do kakšne prevare, a bo res to, kar bo kupil, toliko vredno in pravo, ne. Ja, mogoče to tudi, Barbara, zdaj, ko vas jaz tako poslušam, ne, in zdaj, ko smo gledali film, ne, seveda pomisliš, seveda, a ne, Newton je potem dosti hitro zaslovel, a ne, mislim, in imel dobre pogoje za svoje delo, predvsem je pa sodeloval s takimi revijami, a ne, kot je Vogue, pa z različne, a ne, tako angleško, francosko, ameriško. In če gledaš to iz stališča, recimo, ustvarjalca, fotografa, so to izjemno dobri delovni pogoji, a ne, z vsemi temi sredstvi, kjer si potem lahko res posvetiš, ne, recimo neki fotografiji. In to je en tak standard, a ne, ki si ga v Sloveniji pravzaprav težko zamislimo, a ne, da je mogoče delati, a ne, pod takimi pogoji. Saj nekaj naših fotografov je tudi mednarodno zelo uspešnih, a ne, sodelujejo tudi z različnimi, tudi prodajno, a ne, mogoče je to tudi ena zasluga vaše galerije, pa tudi kakšne druge še, ampak me zanima zdaj še ena stvar, mogoče, no, predno jaz vprašam, malo je drugačna danes situacija, ker vas ne vidim, a ne, pa malo pozabim na vas. Mogoče kar vas še enkrat povabim, da vi kaj rečete ali pa vprašate, da vas ne spregledamo. Povabljeni. To, kar ste prej omenili, da je imel Newton take dobre pogoje, a ne, tudi pri nas so bili v 80-ih letih komercialna fotografija zelo dobri pogoji. Jaz sem sicer konec 80-ih šele začela, pa nisem se ukvarjala z reklamno oziroma tako vrste fotografijo kot Newton, ampak takrat je bilo tudi Društvo oblikovalcev Slovenije je imelo sekcijo zelo močno fotografij, urejeno je bilo, cenik je bil, ker so ga naročniki spoštovali, ne. Kasneje, potem v 90-ih in potem naprej, je pa zadeva ratala malo bolj, kako naj rečem, Težavna. divja, ja. Seveda v taki fotografiji je vse, pri nas recimo smo imeli močna podjetja, slovenska, modna, ki so, seveda ta industrija je pomembna tudi zato, da lahko uspeva pač fotografija. In kasneje, ko se vse to začelo podirati, se je na žalost tudi to podarilo, ne. Kakšna je pa potem zdaj situacija nasploh v odnosu do fotografije, do fotografov? Pri nas bi rekla, da mogoče ta odnos je morda še najslabši, da rečem,
v novinarski fotografiji. Se pravi, tukaj se še morda še premalo zavedajo pomembnosti fotografije. Res pa je, da je tudi to zdaj vse razburkano, selijo se stvari na splet, naklade padajo, ampak vidim tukaj, da se v nekaterih uredništvih, kakor poslušam pač kolege fotografe, še zdaj ne zavedajo, kako pomembno je imeti in enega tako dobrega fotografa in ga primerno plačati in ga ne izkoriščati in ga ne pošiljati povsod za neko bagatelo, ali pa mu dajati neke grozne ozke pogoje, ga vezati nase, obenem pa ne omogočati preživetja. Tako da te stvari se še dogajajo, na žalost. Mogoče še to, Barbara, še to sem vas želela vprašati. V filmu sem pač videla in potem sem šla tudi na stran te fundacije Helmuta Newtona pogledati v Berlinu, nisem bila še osebno v tem prostoru na razstavi, videli smo, kakšne množice ljudi se zgrinjajo, to je bilo še pač pred korona posneto, pred tem časom. Pa me zanima, kako se vam zdijo pomembne recimo take fundacije spet za razvoj fotografije in odnos do fotografije. Kako vi to vidite? Ja, vsekakor, res sem bila pred leti v tej fundaciji in tudi takrat, ko sem imela to razstavo, so me kontaktirali, poklicali, ker jih je zanimalo, kaj imamo in od kod je to prišlo in kako. Jaz sem se nadejala, da bojo tudi kaj kupili, pa so mi rekli, da nažalost denarja nimajo za to, ampak evidentirajo in živijo pač od donacij. No, take inštitucije so zelo pomembne in jaz mislim, da bi morali v Sloveniji tudi imeti neko tako, recimo temu, ustanovo za prav, ali pa če rečem muzej, se mi zdi preveč mogoče malo starinsko, da rečem muzej za fotografijo, tudi, mislim, da tudi obstaja neka taka, ampak ne v tem smislu, da bi arhivirala, hranila, obdelovala in predstavljala javnosti slovensko fotografijo. Navsezadnje imamo mi z Janezom Puharjem zelo močno in dolgo zgodovino, ki se jo na žalost zelo malo zavedamo, oziroma smo do zdaj za to, da bi nas nekako, da bi jo sprejeli ali pa da bi za to vedel tudi svet, premalo naredili. Tako da puharotipija, ne vem, svetlopis, se pravi o Puharju, njegovem receptu, da rečem, za fotografijo na steklu je premalo vedo v preostalem svetu in se ga tako v bistvu nikjer ne omenja, mislim, zelo, zelo redko, ki je sigurno pa ne v glavnih zgodovinskih knjigah in pregledih o fotografski umetnosti. Bil pa je takrat, to se je dogajalo v drugi polovici 19. stoletja, bil pa je, saj viri pravijo tako, udeležen na nekaterih razstavah v tujini, baje tudi v Londonu, v Parizu ga je Akademija za agrikulturo in nikoli ne moram si čisto zapomniti točnega dolgega naslova, takrat so priznali mu ta njegov izum oziroma potek, potem tudi na Dunaju v 50. letih 19. stoletja. Potem se je pa stvar končala, tako da tukaj je en dolg, se mi zdi, Slovenije do tega našega začetnika fotografije. Kasneje pa smo imeli zelo močno, mislim, sicer tudi tradicijo, najprej društvene fotografije, ki je izhajala
iz recimo planinskih društev, pa kasneje potem fotografska društva, tudi sicer, pa med vojno, pa mislim, skratka imamo ustvarjalce, ki so bili v korak s časom, ki niso nič zaostajali za dogajanjem izven naše dežele in ki jih bi bilo fino ali pa potrebno bolj tudi predstaviti mednarodni javnosti. Vse do danes, ko imamo v bistvu, še toliko povem, mislim, da je 77. leta je Joco Žnidaršič prvi, ki je dobil World Press Photo nagrado, za sekvenco tega konja, tovornega iz Triglava, ki je padel. No, potem smo pa kasneje leta 2015 dobili v istem letu 2 nagrajenca. To sta bila Matjaž Krivic in Zorman. In mi smo imeli tudi razstavo v galeriji vseh 3. No, in lansko leto je spet dobil nagrado v eni od nagrajenih kako ne rečem, panog, Ciril Jazbec, slovenski fotograf, ki sodeluje z National Geographic in tudi z ostalimi pomembnimi mednarodnimi revijami. Kako pa je to potem, Barbara, recimo, ko ste omenila, s prodajo fotografij, recimo, pustimo to, ko galerije odkupijo, ampak se pravi posameznikov, kot da to, jaz imam en tak občutek, lahko se pa motim, upam, da se motim, da odnos do, recimo, da bi kupoval umetniška fotografska dela ali pa nasploh fotografije, da v Sloveniji ni preveč, recimo, Matjaž Krivic je že prodajal tako mogoče malo širše, te svoje fotografije, pa še potem, kako je prej gospa rekla, še razne razglednice, pa te stvari. Kako je s tem pri nas? To pravzaprav jaz ne vem, kakšen je odnos. Zanimivo je, da smo na začetku delovanja galerije smo prodali največ Matjaža Krivica pa Stojana Kerblerja. Se pravi, 2 zelo različna avtorja. Ampak tako bom rekla, zanimanje je vedno bilo. Je pa po tem, kako ne rečem, karantenskem času, se je pa to prišlo do enega razcveta, bi jaz rekla. Ljudje so, tako kot se mi zdi tudi sicer za druge zvrsti umetnosti, začutili ob tem, ko so pač morali biti doma in imeli so tudi več časa, vezani so bili na internet, kakorkoli, nekako so začutili najverjetneje, jaz to tako razlagam, da jim to manjka jim umetnost na splošno in so potem, ko so spet dobili to možnost, začeli to seveda udejanjati. Tako da mi smo v bistvu z tem odzivom zadnjih zdaj leta pa pol najbolj zadovoljni, se mi zdi, od vseh teh let preteklih. Zanimivo je pa bilo recimo ta odnos, mi smo, recimo slovenska publika ima velik potencial, je pa mogoče malo dlje rabi, mogoče zadržana do določenih stvari, ampak potem pa seveda se to tudi spremeni. Zanimivo mi pa je bilo, recimo letos smo šli, lansko leto septembra, smo potem, ko so vse sejme prestavljali iz pomladi na jesen, je prišlo do tega, da smo bili septembra na 4 sejmih, kar je bilo grozno naporno, ampak smo pač šli v to. Najprej smo bili na Dunaju, potem Amsterdam, Basel in Milano, tako da vmes nismo bili kaj dosti doma, ampak recimo na Dunaju smo predstavili Borisa Gaberščika, analogna fotografija, velik format, na drugi strani pa mlado Lucijo Rost, ki je komaj končala akademijo, z
barvnimi digitalnimi fotografijami, oba pa imajo skupno to, da postavljata predmete v neke določene kompozicije in s tem tudi zgodbe, ki jih pač želita povedati. S tem, da pri Borisu so zelo pomembni tudi naslovi. Boris je tudi leta 2018 za 2 razstavi v naši galeriji dobil nagrado Prešernovega sklada, na kar smo zelo ponosni. No, in on ima prav, da en tak poseben odnos do teh predmetov, ki jih najde v svoji okolici ali pa pač kjerkoli. Lucija je pa bolj vezana na predmete, ki jih najde v hiši svoje babice in gre tle tudi za nek ta intimni spomin. No, skratka, mi smo postavili ta 2 umetnika smo predstavili na sejmu in doživeli zelo lep sprejem. Oba smo tudi dobro prodali. Zelo nam je bilo všeč, smo bili zelo zadovoljni, ker so recimo Lucijo kot mlado začetnico, ki je komaj prišla iz akademije, kupili ljudje, ki imajo neke eminentne zbirke, ki so neki, da rečem, pomembni igralci na tem področju fotografske umetnosti mednarodne. In tukaj je šlo ta zadeva, ki se mogoče mi doma malo preveč včasih obremenjujemo s tem, kdo je kaj, kako je kaj. Samo glej, sprosti se, jaz to večkrat rečem, ko pridejo v galerijo, ljudje pa mogoče ne vejo, čisto pa so zadržani, pa kaj se rečem, ni pomembno, sprostite se, poglejte, če vam je kaj všeč, uživajte v tem, če vam ni tudi prav, nič ni narobe, ne. In več, ko veš, bolj lahko uživaš, ne? In to je ta, in tukaj je, in potem to se mi zdi zelo pomembno, ne? Da Mogoče tukaj, Barbara, ste me na nekaj spomnila, ne? Lepo ste to povedali, da pač enostavno gledaš, kaj vidiš, ne? In kako se te to dotakne. Ampak zdaj v filmu seveda spremljamo tudi June, Newton, ki je bila tudi fotografinja, dobro, vidimo tudi potem to skupno razstavo, ki se veže tudi na njuno skupno življenje, ampak vendarle je bila ona tudi kar priznana fotografinja, mislim, je še vedno, bolj se je usmerila na portrete, take intimne, ampak kaj se je meni zdelo zdaj, in bi vas prav rada vprašala zanimivo, ko je ona govorila o Newtonu in ko je govorila o tem, da se on pač za fotoaparatom počuti nekako varnega, tudi to, kar je na koncu razlagala v zvezi z bolnico. Vi imate pač obe izkušnji, se pravi, eno, ko ste za fotografom in gledate skozi in fotografirate, in drugo izkušnjo, ko gledate pravzaprav fotografije drugih ljudi, in gledate pač z enim drugačnim očesom. Kakšna je to razlika, kako vi to doživljate, recimo, kadar ste vi v vlogi fotografinje in kadar gledate od zunaj? Ja, v bistvu jaz, ko sem delala kot fotografinja vsak dan, meni je bilo brez veze iti na kakšen dogodek brez fotoaparata. To se mi je zdelo izguba časa. Tako da zdaj sem bolj sproščena glede tega, pa grem večinoma brez fotoaparata. Ampak takrat pa pač, in tukaj je nekaj, ko zdaj nam to omogočajo tem telefoni, recimo, da se da imeti to kot neko beležko fotografsko, pa lahko vseeno nekako potešim to svoje željo po trenutnem fotografiranju, drugače pa je ta magična škatla je nekaj, kar te v bistvu ti da, mislim, da ne vem zdaj, kaj bi drugi fotografi rekli, ampak tle se strinjam z Newtonovim pogledom na to, da je v bistvu se čutil varnega za fotoaparatom. Fotoaparat mu je omogočil, da bi se malo recimo skril pred realnostjo, in jo poustvaril po svoje svoj pogled naredil od tega. Zdaj, majčkeno mi je pomahala Živa, danes je taka situacija, ko vas gledam, Barbara, da potem čisto spadam v ta pogovor.
Mogoče samo še zadnjič, a ne, vas vprašam, če še kdo kaj za vprašati, ker čas nam je tako hitro potekel, da moramo počasi že zaključiti. Če ima še kdo kaj za vprašati ali pa povedati, vam bi vendarle dala še priliko, a ne. No, potem bi pa, ne vidim, a ne, potem bi pa jaz tako na zaključku samo še to, Barbara. Najprej se seveda vsem zahvaljujem, a ne, da ste danes prišli, predvsem vam, Barbara, da ste se nam priključila, ampak vendar pa za konec le poveste, mogoče tako, kaj je tisto, kar se vam pri fotografiji zdi tako zelo pomembno? To je najtežje vprašanje, ampak zakaj vam je to tako pomembno področje ali pa privlačno? Ne vem, zdaj nisem nagnjena na kakšno posebno filozofiranje, se mi zdi, ampak preprosto tako je, že od nekdaj, že v osnovni šoli in kasneje v srednji sem še bolj začutila neko to magičnost, ko sem s fotoaparatom, ko sem fotografirala, pomembno se mi je zdelo, ko sem videla kadre, če vidiš življenje okrog sebe v kadrih, pol mogoče ni druge poti. No, hvala lepa. Še enkrat se vsem zahvaljujem. Mogoče za konec samo še to povem, da je možno si, glede na to, v kakšnih časih smo, a ne, te filme ogledati, se pravi, tudi preko spleta, treba se je samo prijaviti na tisti obrazec. In vas pozdravljam, a ne, do naslednjič. Upam, da bo takrat že malo boljša situacija v zvezi s to korono in vam želim, da vsi in ostanemo zdravi. Tako da se hvala lepa, a ne, in se vidimo. Barbara, nekaj ste še hoteli reči? Najlepša hvala tudi vam in hvala Kinodvoru, da me je povabil in da smo lahko videli tak lep film in o njemu debatirali. Nasvidenje. Nasvidenje.